Gaja, začnemo kar pri tebi. Kaj te zanima? Kaj je pravzaprav podjetnost? A so to, kot sem že prej malo nakazal, so to trda znanja, ali so to izkušnje, ali so to... Zanimivo vprašanje. V bistvu, da ne zapadam preveč v neke abstraktne vode. Podjetnost je zares tisti vzgib, ki te zjutraj vrže ven iz posle, te popelje do odkrivanja naslednjega izziva in te drži do točke, ko svojo hipotezo nad tem izzivom, nad to neko poslovno spremembo bodi si ovržeš, bodi si potrdiš in gradiš naprej. Skratka, je nek, če uporabim slang, drive. Tone, se strinjaš? Ja, če lih pa posli ostanemo, ker smo se lih kar vsi verjetno odneločili. Meni se to res zdi in to se mi ponovno dogaja. Se pravi, jaz življenje vidim tako kot hokejsko tekmo. Ne vem, ima tretjine, mislim, da ima četrtine celo, ne. In pač prvo četrtino sem jaz že odigral, se verjetno se je malo pozna, ne. In to je res bilo tako, da v bistvu me nekaj zjutraj vzdignili, še preden so vsi drugi ostali. Se pravi, potem pa sta bile dve četrtine, ki sta bile bolj, ne bi rekel stabilizacija, kakor je bila včasih ena beseda, ampak se mi zdi bolj neke vrste conserve the core, stimulate the, bi rekel, on the edge, creativity on the edge, se pravi, vsem smo mogli paziti na familije, ki so začele rasti, otroci v vrtec hoditi, se pravi, nismo mogli lih rasturati, ker v prvem obdobju sigurno lahko, ker nimaš kaj izgubiti, si v bistvu nimaš nič, kar pomeni, da ne moraš nič izgubiti. V drugem obdobju pa že nekaj imaš in moraš pazljivo peljati. 100 zaposlenih in tako naprej. No, zdaj pa že, jaz imam občutek, da sem že mogoče v četrtini, ne? In spet lahko igram, bi rekel, na vse. Bi rekel, če poznate tiste tekme, ki je na koncu pressing, ki morate vse pokrivati po celem igrišču in sprazniti baterije do podna. Ne? Tako da spet v bistvu vstajam zelo zgodaj in to mi je veliko veselje. Ne vrste svoboda. Jaz, ko sem začenjal, sem pravzaprav časopise delil. No, to je bil en moj tretji biznis, ampak to je tako, veste, ob 4 zjutraj na motorju in še Šentvida na Vič, ne. Ko vsi še spijo, samo avtobusi žgejo, cela kolona, bi rekel, teh zelenih in smrdi po nafti, ker vozite za avtobusi. To je mislim tak občutek, ker še cela Ljubljana spi. Super občutek, no. Tako da to je en tak, bi rekel, feeling podjetništva. Torej, drive. Ampak ali to pomeni, da v bistvu se s podjetnostjo rodiš, ali si jo lahko naučiš? Jaz mislim, da se je naleziš. Najboljši način za postati podjeten je, da si obkrožen z ljudmi, ki so podjetni. Najboljši način za presegati svoje meje je, da se družiš z ljudmi, ki imajo v naravi presegati lastne meje. Tako da ni tukaj neke prirojenosti. Ja, mogoče so nekateri malo bolj vrtolomni že od začetka, nekateri pač so sedeli na podo, ne? Drugi mi smo sedeli na podo, smo šli mogoče obrniti kakšen mednaroden telefon. Ampak se definitivno nalezeš tega iz okolice in tukaj mi vidimo, pa jaz osebno vidim velik pomen startup skupnosti oziroma podpiranje tega nekega podjetniškega duha, odprtih pogovorov o tem in v bistvu, če rečemo temu, nekega peer supporta. Ker če si sam z nekim tem driveom, potem si nujno norc, ki se sam dere na avtobusu in če imaš še nekoga zraven, imaš pa čisto, imaš pa že nastop. Če si naredil korak naprej. Tone, ste se rodili podjetnik? Ja, najprej na peer support, ne. Pač mi dva sva najboljši par. Jaz res mislim, da v bistvu sodelovanje v bistvu je del preboja, ki ga pravzaprav premalo upoštevamo. Se pravi, Slovenci smo precej, bi rekel, bom že pokazal sosedu, kako je to treba, tako da tega sodelovanja je premalo. Jaz ga vem, ga imam tudi pri sebi včasih z soborcem, ki ga imam in je v špici druga, če sem jaz sever, je on jug, če sem jaz Slovenc, je on rojen v Črni gori, če je on razvoj, sem jaz prodaja in sva skozi, bi rekel, na različnih, bi rekel, bregovih. V določenih trenutkih podoben, ki je bilo v drugi svetovni vojni v Sloveniji, je treba narediti osvobodilno fronto, je treba žrtvovati nekaj stvari na račun tega sodelovanja, tako da se mi zdi ta peer
kako je rekla kolegica, zelo pomemben. V bistvu sem pa hotel vprašati, če te prav razumem, kako je, ko se rodiš, ne? Ker to se sigurno vsi dobro spomenijo, kako je bilo. Ja, lej, jaz mislim, da je v bistvu podjetništvo bolj nekaj, kar ti otroštvo in zgodna, bi rekel, mladost da, ne? Ampak rojstvo je tudi pomembno, ker tipično se ti zgodi nekaj, ali pa ti vzibelko je nekaj položenega, kar je lahko plus ali pa minus in je to treba razpoznati in izkoristiti, ne. In zadnje stvari, ki sem jih bral, so pravzaprav minusi, ki so ti vzibelko položeni in jih iz njih lahko narediš hude pluse, ne. In pa sem študiral, to je pač knjiga, ne vem, vsem znan ta avtor Gladwell, knjiga David in Goljat, ne, in v bistvu sem študiral samega sebe in sem ugotovil, jaz sem levičar, ne. In to je tudi not opisan. Se pravi, če si levičar in če te foter tera, tisti časih, ki sem se jaz rodil, je bila v bistvu tiska iz levo pišta, je bil tako rekoč, bi rekel, ta grda roka, ne. Me je ful teril, da bi z desno začel pisati in to ni šlo jasno. In potem so se meni tudi, po moje, tako v knjigah piše, polovice v glavi malo zamenjale, ne. In v bistvu sem nehal brati, takrat, ko bi mogel začeti, ne. In cel kup teh stvari me je pol prignal, da sem pa ene druge sposobnosti razvil, ne. Kot je kolegica rekla, saj mogoče ni dobro začeti tako trdo delati zjutraj, je boljše malo bolj smart, pa s telefonom vse rešiti, ne. V bistvu eni verjetno izkoristijo to znanje smart del, drugi pa pač zaradi tega, če jim branje ne gre, izkoristijo drugo stvar, se pravi, bolj trdo začnejo delati. In eni in drugi mislim, da imajo veliko možnosti za uspeh, samo sfokusirati moraš energijo v enem trenutku lasersko v ene priložnosti, ki obstajajo. Če sem tlele dopolnila, ker je taka lepa iztočnica na levičarju. Ti si se rodil levičar, jaz sem se pa prizgojila v levičarju. In sicer pravzaprav kot en izziv, ki ga zares vsem priporočam. Meni so to vrgali na sprejemnih izpitih za likovno akademijo, ki sem drugač daleč nekje v moji preteklosti je neka akademička kiparka, ki se je svet postavil na glavo, ko so ji povedali, da ne neha delati stvari na standarden način, torej z desno roko. Tako da to je definitivno ena vaja, ki jo vsem priporočam. Svet se drastično spremeni, ko se s takim mehkim posegom pravzaprav vržeš iz comfort zone in zamenjaš levo in desno možgansko polovico, začneš drugače gledati na svet. Kakšna pa korelacija med podjetnostjo in podjetništvom? Ali si prvo podjeten in potem odpreš podjetje ali odpreš podjetje in s tem razvijaš svojo podjetnost? Torej, kokoš, jajce? Spet ni po moje najboljše variante. Imate, ne vem, zgodovinsko, imate izkušnje, ne vem, najbolj mi hitro pride, zato ker velikrat v knjigah je HP, ne. Una dva Mandelca, en je bil Helvet, drug je bil Reden Packard, ne. Sta se v bistvu odločila, da morata neki v bistvu en biznis štartati in sta kar firmo ustanovila, še nista imela ideje zrele. To pač v knjigah piše, očitno je verjetno res tako bilo in sta potem z pivotiranjem, kar je normalen proces, saj verjetno ste šli čez kakšne te šole, sta prišla do pač prvih zadev, ki sta jih naredila in pol razvila biznis iz tega, ne. Druga varianta se mi zdi, saj meni je bližje to, da v bistvu že v rani mladosti začneš zgraditi neko vrednost, ki jo drugi prepoznajo in so pripravljeni za njo nekaj dati. Mogoče, ne vem, ni nujno, da je to vedno denar, pač vedno lahko s kolegi kaj izmenjaš, ti imaš eno, oni drugo in v bistvu si potem zmenjate, ne. Zdaj, jaz, ko spet gledam malo to zgodovino, pa preveč jaz govorim, jaz se tudi veliko zdaj v zadnje čase učim, se pravi, recimo, preveč govorim jaz, preveč je ta ego izpostavljen, moram govoriti mi, kot špičaki, a ne, pa pol še širše, v Sloveniji podjetništvo se mi zdi še bolj pomemben, bi rekel, aspekt gledanja, tako da sem zelo vesel, da sem bil danes povabljen tlele, sem pa malo zgubil zelenice, prav, če grem nazaj, spet bom jaz, ne. V bistvu, ko smo bili v osnovni šoli, kaj smo počeli, v bistvu smo spet zgodaj vstali,
in v bistvu probali prehiteti penzionerje pri nabiranju kostanja za lek. Lek je takrat imel še tisti del, ki ni bil farmacija, ampak je bil, ne vem, kozmetika, ne, in so pač tiste kostanje zmleli, naredili eno kremo in prodajali besno tistim, ki so mislili, da bojo lepši s to kremo. In jasno, mi smo pač morali stati mulci pred penzionerji, ki so imeli lih toliko časa, oceniti, kdaj bo dež, kadar je dež, potem kostanji dol padajo, in v bistvu nabrati to čez noč pustiti v vodi, da se zadeva, da ni prelahka, ker to pol naslednji dan neseš v lek in prodaš. In prideš do prvega denarja in tako naprej. Se pravi, podjetništvo in prodaja, bi rekel, se mi zdi, se lahko zgodi še preden imate firmo. Daleč preden. V bistvu v otroštvu se skriva ene par zelo dobrih lekcij na temo podjetništva, pa marketinga, teh stvari. Verjetno se večina vas spomne teh nekih običajev zapusta hrusta, so otroci nekako hodili okrog in okrog po sosedskah in sprašvali, če ima kdo kaj zapusta hrusta. Ja, v bistvu je to en tak zelo dober marketinški posel, ne? Pač narediš nekaj vizualno atraktivnega in potem vidiš, katera ciljna skupina reagira. Zdaj, če si bil neka blazno krvava maska, verjetno niso bile starejše gospe tiste, ki so prispevale kaj v tvoj pustni fond, ampak so bili pač neki malo bolj alternativni ljudje, tako da si vedno lahko malo cikcakal med v bistvu tvojimi klienti, tvojimi ciljnimi skupinami. Edina stvar, ki bi jaz rekla, da se mogoče ne zavedamo, no, je to, da obstaja ena terminološka vrzel med besedami, ki jih uporabljamo za lastnosti, ki jih imajo neki otroci, oziroma odraščajoča mladina, pa potem lastnosti, ki jih imajo odrasli. Odrasli smo kar naenkrat podjetni, pa ambiciozni in tako naprej, otroci so pa večinoma pridni. In ta pridnost doseže potem na koncu osnovne šole, začetek srednje šole en platform, ko ugotoviš, da jo je treba nekako bodi si presežiti, če imaš ta drive, bodi si se z njo zadovoljiš, zato ker so družbene okoliščine take, da ti jo nagrajujejo. In če imamo tukaj neko splošno debato o podjetnosti oziroma o tem, kako stimulirati družbo, da sproducira vedno več proaktivnih posameznikov, potem se je mogoče zavprašati, pravzaprav s kakšnimi besedami obkladamo te posameznike pa nastavljamo. Zdaj smo pa še prišli na osebnostno značilnost. Bom naslednje vprašanje malo drugače obrnil. In sicer, v Sloveniji se veliko govori, da naš šolski sistem ne proizvaja kadrov, ki jih gospodarstvo rabi. Na drugi strani imamo pa dijake in študente, ki dosegajo neverjetne uspehe po svetu, konkurirajo tudi naši študentje v univerzah, kot so Harvard, v znanju. Kaj je torej problem? Je problem to, da niso podjetni, da bi mogli združiti ta naravoslovna znanja z podjetnostjo? Združevanje znanj je ena plat, torej ta plat zgodbe, ki se jo proba naslavljati skozi že vedno bolj aktualna povezovanja akademskega in pač tega profesionalnega sveta oziroma povezovanja fakultet in podjetij in spodbujanja že v študijskem času k nekemu poznavanju dejanskega poslovnega okolja. Druga plat je pa moje bolj vzgajanje nekega drugačnega načina razmišljanja. Če dam en primer, pred kratkim je bil pri prijateljski firmi na v bistvu en izmed njihovih ameriških sodelavcev in so šli na Chicago. In gledajo parkirišče pred stavbo, kjer so avtomobili zaparkirani en za drugim in imajo na šipak listke, pokliči me, da te odparkiram, ne? To je pač sistem, ki je dosti pogost v Sloveniji. Reakcija tega Američana je bila, kje pa je tisti človek, ki ti preparkira avto? Ker je v tem videl priložnost za nekoga, da postavi svoj case, da reče firmi, lej, takole je. Tvoji zaposleni izgubljajo po toliko in toliko ur na teden s tem, ko hodijo preparkiravati avtomobile. Sem jih opazval, tole izgleda takole, pošparaš lahko približno toliko, ali pa pač najamaš moje storitve. V Sloveniji takega razmišljanja ni veliko. In v bistvu se ga tudi sistematično ne spodbuja. Ker je prva reakcija
veliko mladih ljudi pravzaprav, joj, sem ja, pol pa kako je že to z davki, pa pravno formalno, pa se utopijo v nekem ciklu, prezakomplicirano mogoče pa ne bilo. Ali samo zadnje vprašanje, torej je strah ta ključni dejavnik, zakaj ne izhajamo iz svoje cone komforta in razmišljamo na tak način? Vedno. To ne boste bi kaj dodal na to? Ja, lahko o strahu kaj rečemo. Pani kdo prej, bi rekel, je omenila moja sogovornica Hrusta, ne? Pust Hrust je en zanimiv, je res, jaz se ga nisem spomnil, zdaj sem se ga pa film nazaj zavrtel. Jaz sem bil rojen, ali pa moja familija je rasla v litostrojskih blokih, to je pač tisti del Ljubljane, ki je bil povezan z Litostrojem, ki je bil, bi rekel, ene vrste velik zaposlovalc in v tistem obdobju in res, to je bil po mojem prvi biznis, ker smo se mi spravili v maškare in od vrat do vrat. In pač pri maškarah si daš v bistvu gor masko in del tega strahu zgubiš, ne. Se pravi, v bistvu se te ne poznajo, lahko greš avto v comfort zone in afne guncaš, ne. In v bistvu sem to pol večkrat, bi rekel, skozi osnovno šolo te to priučijo, da ne smeš afne guncati, da moraš biti priden, sedeti, poslušati domače naloge, delati in treba je v bistvu počasi graditi v sebi to možnost, da si daš masko gor in da se strgaš. Jaz sem to enkrat že razlagal, vse mogoče malo, glede na to, da verjetno to ne bojo od cajtnega dali, mogoče malo disruptive ideje, ampak meni se je zgodilo na koncu fakultete, ker smo žurali na teh, bi rekel, alter scenah, da smo se ga včasih malo napili. In sem ugotovil, da ko si pijan je isto, kakor če daš masko gor, se upaš pravzaprav res vse stvari narediti brez bremz. In potem sem rekel, hudiča, kaj pa če tega maske nimam in če nisem pijan, pa se lahko isto naredim, ne? In sem probal sam pri sebi to vzgojiti, da sem pravzaprav snel tiste ketne, se pravzaprav strgal s ketne in to funkcionira, tako da včasih rabite malo te stimulacije, da se strgate s ketne in v bistvu vam potem gre, kar enkrat v bistvu se odpre cel kup stvari. To se mi zdi tak dost pomemben message, ker to ketno vam dajo v osnovni šoli, vse verjetno vam je jasno. Dokler niste v osnovni šoli, ste na dvorišču in ste v bistvu cari na fuzbalu, posod v bistvu. Potem pa vas pošlihtajo, morate vstati, ker tršica v razred stop in take neumnosti, tako da vas, bi rekel, spravijo v red. Jaz temu reknem, v mašino vas dajo, ne. In pol, kot špica, ne, letos je bilo darilo v špici novoletno moje, ta dvokomponentni lip se mi zdi fajn. Leto prej je bila pa mašina, ne. In jaz sem pač rekel mojim sodelavcem, da je pač treba, vsake dobo en vlakec, da je treba v bistvu prvič vse, bi rekel, vagončke, ki smo privezani spredaj na mašino, spremeniti bi rekel, v lokomotive, se pravi, vagončki se morajo v lokomotive in hkrati mora ta lokomotiva iztiriti. Mora je čez drn in strn, ne pa po tračnicah, ne. To se mi zdi en tak fajn primer strgati se s ketne, ne. Tudi zato, ker če ste privezani v pristanišču, vam zgnije dno in gre, saj ste verjetno kdaj videli tiste čolne, ki so privezani in so že pod vodo vsi zeleni, ne. V bistvu je treba jeti, bi rekel, dol iz špage in na globoko, tudi takrat, ko je že vihar, ker drugi so takrat privezani, bi rekel, v pristanišču in če hočete videti, koliko je Marko Polo ali pa, ne vem, Kolumb odkriti Ameriko, morate jeti na globoko, drugače v pristanišču ne boste nič odkrili. Ampak ni treba, da greste sami na globoko. Ker poste spet lunati, ki se sami dere na avtobusu. Tako da, glede na to, da je strah zelo prisoten v naši kulturi, je fajn pač razmišljati o tem, da najdeš neke pajdaše. Pač je bistveno lažje. Najboljši par. A ne, Nataša. Ampak, v redu, podjetnost. Čigava naloga pa potem je, da recimo, sicer mogoče malo več govorimo o mladih, da nauči, da spremeni mentaliteto. Ali moramo vključiti že v osnovne šole, srednje šole, torej
ali na institucionalni ravni, ali je to naloga vsakega posameznika, da skozi izkušnje v življenju pridobi to kompetenco. Jaz bi dala odgovornost kar na vsakega posameznika. Ker ena taka druga kulturna lastnost, ki jo imamo v tega pa je izogibanje odgovornosti. Da sicer se da neke stvari sistemsko popravljati, se da izboljševati količine javnega nastopanja, učenje predstavljanja samega sebe, ne, da bomo mogoče enkrat Slovenci tam, ki so Američani pri 6 letih sem imel svoj prvi štanc z limonado, ne. Pusta recimo je dober primer. Ampak dokler sami pri sebi ne naredimo nekaj preskoka, tudi institucionalne spremembe ne bojo imele dosti časa, vsaj ne na to kratek rok, kakor ga v bistvu rabimo. Ja, to je res. Samega sebe morate smatrati kot firmo. V bistvu imate tle nek razvoj, si predstavljam, in za njega je treba skozi skrbeti, vlagati v njega, ne. Imate tle roke, s katerim lahko kaj naredite, imate, bi rekel, social, bi rekel, community okoli sebe, ki ga morate, bi rekel, razvijati. In v bistvu res samega sebe gledajte kot podjetje. Tudi če nimate podjetja, tudi znotraj firme, po moje lahko zelo podjetno funkcionirate. Tako podjetno, da vas direktor ne bo mogel več ustaviti, oziroma vi lahko svojo glavo danes nesete kamor šte, pravzaprav je to vaša firma, ne? In zelo pravzaprav ustvarjate dodano vrednost, ne? Včasih smo imeli carine in vem, da so v bistvu, ne vem, na carinah nam tiste računalnike, ki smo jih pod sedeži švercali iz Münchna, so nam skozi hoteli odcariniti, ne. In smo bili ful cari, tisti, ki smo pač te spektrume skozi spravili v Slovenijo. Ampak to imate pa v glavi, vam pa noben ne more cariniti. To je nekaj, kar lahko odnesete kamorkoli, kadarkoli. In to se mi zdi najbolj pomembna vrednost in jo morate, bi rekel, furati tako, in lastne finance tudi, ne, ko govorimo o firmi, kjer morate za finance skrbeti, morate tudi za lastne, ne, se mi zdi, da je to, ne vem, da naučite, da kot starši naučite svojo molarijo, da vedno, kakorkoli ima denarja, mora 10% dati na stran in tista kupček spraviti za to, da bo nekaj enkrat zagnal, to se mi zdi pomemben. Mogoče to je bilo vprašanje osnovno, kje to dobiti. Meni se zdi, da starši lahko veliko naredijo v tej zgodnji, mladostni fazi, da te pravzaprav malo, da te ne tako kot šola, da te ne zabijajo, ne? Da mogoče malo delujejo, da ti dajo možnost, da se malo, bi rekel, da se malo iz sredine izstreliš, se mi zdi zelo pomembno. In to je to, kar zadnje čase jaz poskušam malo prodati Sloveniji, je to starševstvo, bi rekel, podjetij. Meni se zdi, da bi lahko preslikali družine tudi v družine podjetij, se pravi neke firme, kot je Špica, ki je zdaj 100 zaposlenih, recimo, da smo tisto drugo in tretjo četrtino skozi dali, kar pomeni neke stabilizacije naredili. V bistvu moramo vsak uspešen podjetnik more vložiti, more vzgojiti 3 nove mlade startupe, mora investirati v njih in nekaj kapitala, in nekaj mentorstva, coachinga. In pol, saj veste, če ima vsak 3 zaposlenih, 3 firme pod sabo, se to bo tako kot Kitajska, bo mogel že predsednik odstaviti to podjetništvo in reči, da sme imeti noben več kot enega otroka, ne. Jaz sem siguren, da če bi to zagnali ta val, da mora vsak uspešno podjetje investirati v 3 startupe in jih poganjati in kapitalsko. Jaz mislim, da je to, bi rekel, en od pomembnih ključev za zvleči tale voz slovenski iz blata, v katerega je trenutno zašel. Če sem še dopolnil, to je super misel in tukaj smo, mislim, da dosti na isti strani. Zadnje leto, mislim, da je aprila lani, so relevantni ljudje v Silicijevi dolini začeli eno podobno debato, ki ni tako zelo usmerjena v samo angelsko investiranje pa v spin-off in spin-oute,
je mogoče še malo bolj mehka, pa zato na nek način bolj dostopna. Sicer okrog knjige, ki se imenuje The Alliance, se pravzaprav odpira neko razmišljanje o tem, kaj je firma kot organizem znotraj neke podjetniške skupnosti. In sicer vsako podjetje s svojimi zaposlenimi, sedanjimi, preteklimi in bodočimi tvori del nekega ekosistema. Kdorkoli, ki je šel skozi izkušnjo dela v tem podjetju, ki, recimo, da si predstavljamo, da je globalno usmerjeno intenzivno okolje z nekimi hitro raztočimi segmenti, je pravzaprav delec, ki je obogaten s to kompletno izkušnjo. Ne glede na to, kaj se zgodi s tem delcem, ali inovira znotraj podjetja, ali dela spin-off, spin-out, ali se prezaposli v neko drugo podjetje, pravzaprav to bogato izkušnjo vleče s sabo. In teza, ki so jo postavili in ki se zdaj izvršuje že na dosti nekih podjetjih, pravzaprav zelo učinkovito, je stimulacija neke zavesti pri zaposlenih na temo podpornega okolja, ki ti ga nudi tvoja firma, ne glede na to, ali si še del nje, ali si že posebej. Skratka, ta uporaba networka, ki je pravzaprav skupen in uporaba znanj, ki so na nek način preko teh šibkih vezi deljena, je zelo dobra varnostna mreža za to, da si več ljudi upa biti bolj podjetni. Bodi si znotraj svojih firm, kjer delajo, bodi si v nekih novih interakcijah. In ko se razmišlja o podjetnosti, je vedno fino razmišljati o tem, kaj so te neke mehke zadeve, ki že obstajajo, pa ki se jih mogoče ne zavedamo zadosti. Na podlagi vsega povedanega. Torej rešitev za pridobivanje kompetence podjetnosti, da bi mogel vsak posameznik vsaj 1 leto svojega življenja nameniti temu, da proba narediti startup oziroma podjetje in navezava na to, kaj pa, če mu ne uspe. Ali se tudi neuspešna podjetniška izkušnja vrednoti, ali je na koncu vseeno pozitivno? Absolutno. Mislim, človek se v tem, ko proba postaviti neko podjetje in to uspe ali pa ne uspe, nauči toliko enih stvari in pogumi in oboroži s toliko enega znanja, izkušnjami in mreže, ki jih lahko uporablja za naprej, da ne obstaja niti en razlog, zakaj bi bilo treba zavirati to vrstno proaktivnost. Razen v primeru, če je propad podjetja posledica neke zlorabe in pač nekega nekaj. Mislim, to črtamo, mi smo v tem vesolju nekaj scenarij. Ampak spodbujati to neko odločnost, da greš in poskusiš in vložiš sebe v neko idejo, probaš to razviti, je definitivno neka popotnica za prihodnost, pa bodi si potem ponovno na svojem, bodi si potem član neke širše ekipe. Mislim, da kdorkoli, ki je kdaj postavljal ožji management, razume, kaj pomeni ta celostna izkušnja od začetka do konca. Ni treba sicer, da je točno taka, da si sam vir vsega, ne, ideje, produktov in tako naprej. Isto močna izkušnja po mojih izkušnjah je pravzaprav, če si 3., 4., 5. član ekipe. To je tudi zelo intenzivno. Ne. Tukaj so startupi super poligon, kjer lahko pravzaprav se približaš tej lastni podjetniški izkušnji, pa mogoče, če si čist, se pa pač pridružiš startup ekipi, pa pa drajsaš glih to, če bi bila tvoja lastna. Ja, neuspeh. Zdaj v knjigah tako piše, da je, če hočeš hiter rast, moraš povečati število neuspehov na enoto časa. Ne? To je malo tako, se veste, v knjigah marsikaj napišejo, zato da malo, bi rekel, zrukajo sceno, da ni dolgočasno. Meni se zdi pomembno, da ste tle bolj prebrisani, se pravi, fajn je, da se učite na napakah drugih, ne. Tako da dobro opazujte okoli, kaj se dogaja in probite, bi rekel, podjetniške zgodbe opazovati. Recimo jaz dostikrat hočem tudi te, bi rekel, zelo zakurjene scene, dajmo v bistvu narediti firmo pa jo prodati, ne, to je zdaj in, ne. Jaz mislim, da, ne vem, ta, bi rekel, mentaliteta, da ti v bistvu za to firmo ustanavljaš, da jo boš prodal,
je za moje osebno, bi rekel, mnenje je v bistvu precej zgrešena. Ne. Jaz si predstavljam, jaz si čisto drugače. Res, da je mogoče malo ameriška in Američani ga tudi malo serijo in mi ne bomo ne Nemce, ne Američane prehiteli tej lepi deželi, če bomo po isti špuri žgali. Mi moramo jeti drugem, mi ne smemo, kakor je grecki prav, ne smemo za pagom drsati, ampak moramo jeti v prazen prostor, kamor bo pag preletel, ziher bo preletel, ki boš tam na praznem prostoru in boš lahko šutno v gola. Ne? Tako da v bistvu moramo jeti druge špure, malo po robu, ne po sredini, kjer v bistvu vsi tolčejo. Ne? Kar sem hotel reči, je Američani, ki je kolegica omenila Američane. Ne? Oni so rekli, dajmo mi zdaj, bi rekel, prenesti vso proizvodno na Kitajsk, poceni delovna sila, super, bomo žgali. Ne? In jasno so se tle malo zafrknili, ne? Se pravi, zdaj so pa zvlekli vso proizvodno spet nazaj in ne vem, včeraj v Zeitung je pisala ameriška brezposelnost 0%. Ne? Sem rekel, prav vidim, pa res više 0. Ne? Seveda, v bistvu so vse skupaj zdaj spet reorganizirali in ugotovili, da je vsem fajn za ta community poskrbeti, da v bistvu delavci imajo del in to, da resne stvari delajo. Tako da, tako kot so Američani pogruntali to idejo, kaj če bi mi proizvodno vsem naredili bolj avtomatizirano, ne, zdaj to že Merklova govori, industrija 4.0, dajmo mi to, tele Mercedese, BMW, Audije malo bolj zrihtati, če ne nas bo, bi rekel, Amerika preplakana, ne. Moramo mi tudi nekaj pogruntati v Sloveniji in so v bistvu ideje. Eno sem vam prej omenil, ta bi rekel, ta v bistvu, da ima vsaka firma 3 otroke, ne. Ker to pomeni kontinuiteta, veste, to je, mislim, to ni, da skrbiš za firmo danes na jutri pa jo hočeš prodati, ampak to pomeni v bistvu, da skrbiš za generacijo, ki se bo vlekla nadaljnjih 100, 300, 500 let in to je v bistvu človeka vleče, se zakvaj pa na svetu, zato da v nekaj za sabo pusto, ne da vtis prodava. Ne. In tako, no, to se mi zdi, sicer sem imel še eno zadevo, kako izvleči zadevo, se mi zdi tudi zelo pomemben to, ta informatika, ne, okay, jaz sem pač z informatike, se upravičujem druge, ampak to je očitno premalo stavimo recimo na to, se mi zdi, da če pogledate kar naenkrat so se med top slovenskimi, bi rekel, uspešneži pojavili neki pojoči mački, ne vem, če to opazite, pa so kar 3 tam med top 10, pa je nek Češko, ki vsi mislijo, da modroce prodaja, ampak on z informatiko to dela. Ne? Tako da v bistvu moramo vgraditi vse te avtomobilske dele, ki jih prodajamo Nemcem, zato da so oni pol cari, ne, moramo vgraditi dodano vrednost in to tako z smart elementi noter v teh lučkah, v teh prestavah, v vseh teh stvarih, ki jih delamo. Tako da več dodane vrednosti pomeni vgraditi v te elemente, ne samo štancanje, ampak znanje. Jaz sem spet kar na to medal, kadaj je tako dobro izkušnjice. Prvo, delati firmo zato, da boš prodal. V Sloveniji, mislim, pač Američani se lahko grejo to igrico, zato ker imajo neko kulturo, kjer velike firme pravzaprav papcajo manjše firme, zato da dobivajo noter neke inovacijske ekipe. Raz tega ni. Ne me mogo razumeti, tudi jaz nisem nek hud zagovornik Američanov, sem dosti časa tam živela, da imam svoje specifično mnenje o njih. Ampak vseeno bi rekla, da opazovati to, kako se podjetništvo odvija, ni dovolj. Je fajn, da se učiš na tujih napakah, ne moreš se pa zmerati. Tako da, če kdaj fejlaš, da slabega, daš flash na gor, greš naprej. Druga stvar je pa to, to starševstvo obstoječih firm. Dost preprosto zveni, sam ni. Zares tukaj malo pozabljamo na to, da odnos med eno firmo in drugo firmo je zelo kompleksen, pa da je treba razmišljati o starševstvu, bodisi nad že nekako projekti, ki že klijejo v firmi, ali pa starševstvo nad projekti, ki so izven firme, torej ki so nekako novi. In tukaj pa obeh pravzaprav bi morali spodbujati boljše poznavanje trga in boljšo prodajo. Ker mi imamo super vrhunsko inovacijsko znanje, ampak potem nismo sposobni več.
Tako da, samo tako. To ne vidim, da hočeš nekaj dodati to. Ja, ne vem. Zadnja knjiga, ki jo berem, zdaj sem začel brati, ne, ker včasih nisem, sem obrnil zgodbo, ampak zadnja stvar, ki jo berem, je, da v bistvu podjetnika do nekega uspeha pripelje neka lastnost, ne, ponavadi je to, da hoče zmagati, da hoče vsako stvar natančno spedenati do zadnje pike, ne. In ta knjiga, ki jo zdaj berem, je, da v bistvu, ko enkrat prideš do neke faze, te stvari začnejo bremzati. Se pravi, če hočeš vedno še ti nekaj povedati do konca, da nima ta zadnja beseda kolegica, če hočeš vedno zmagati, da si še bolj glasen, pa da ni dober, ne. Tako da jaz znotraj sebe, ne boste verjeli, zdaj tudi zdajle, za to omizjem jaz sebe brezam, si rečem stanovnik, nehaj to pritiskati, nehaj, ker to mora tudi v špici delati. Jaz mislim, da v bistvu sem v špici špičake že toliko, da jih že preveč pritiskam in če hočem špico naprej speljati, moram malo bremzati. Se pravi, ne skozi winning, ne vsako stvar se vtakniti, ker to v bistvu pogosto ustanovitelja, bi rekel podjetja, potem bremza, ko pride do ene faze. Ne? Tako da približno veste, da se vsak s problemi, izzivi spopada, tudi uspešneži se. Zdaj smo malo zapeljali pogovor nazaj na podjetnost. In sicer povedali smo, kaj je. Mene pa zanima, ali ima danes na trgu delovne sile v Sloveniji kompetenca, posameznik s kompetenco večjo verjetnost. Torej, Gaja, prek portala Startup Jobs imaš pregled nad kakšne kadre iščejo startupi. Ali po tvojem mnenju slovenski startupi cenijo podjetniško kompetenco in zato raje zaposlijo takega človeka? Torej, najprej Gaja in Nataša. Nataša pregleda zelo dobro. Tudi jaz močem nikoli biti tu ena sama, ki se dela na avtobusu. Zato so z Natašo lani sredi avgusta so postavili ta specializirani zaposlitveni portal za digitalne kadre, ki se imenuje Startup Jobs. Razlog v bistvu vsega pa nekaj vse pri meni, notranji vzgib vsega mačkam nazaj v preteklost in pogovor z enim gospodom, ki je tako kot on je že v 4. etapi, direktorjem Kopa računalnikov, ki mi je enkrat na neki okrogli mizi pri koroških študentih potožil, da ne ve, kaj narobe dela, ker dobiva mlade ljudi na razgovore, zaslužbe pa jim potem reče, dobro, kaj bi pa ti rad delal v nas? Ja, kar mi boste dali za delati. Ne, kaj bi rad delal? Bom naredil vse. Dobro, pejdi domov, pa razmisli, kaj bi rad delal, pa se mi javi nazaj. In seveda se človek ne javi. In to je problem. Ker ko imaš ti neko napredno podjetje, ko imaš ti neko hitro rast, rabiš posameznika, ki se je sposoben odločiti. Rabiš tistega posameznika, ki bo pri zelo prometni ulici rekel, dobro, jaz grem zdaj čez, nekdo mi je narisal prehod, tako da imam pravico, ne. Recimo, ampak jaz grem zdaj čez, ne, pa bom ustavil ta avto, pa bom ustavil na avto. In gre in pride na drugo stran. In tudi naša tehnološka podjetja seveda zainteresirana za proaktivne posameznike. Dajmo si predstavljati, no, kaj pa prinese neproaktivni posameznik k ekipi, razen mogoče dobrega vzdušja, takrat, ko pravi ljudi. Definitivno je neka podjetnost, je ta nek drive, je kompetenca. In kot sem prej rekla, startupi so dober način, da ga mačkan fine-tunaš, da ga mačkan izpiraš, zato ker si skozi v nekem takem zelo intenzivnem okolju, kjer pravzaprav tudi, če nisi ti izvorni podjetnik, pa zelo močno dihaš ves ta podjetniški trud. Tone, zaposluješ ljudi z podjetni ali ljudi, ki poslušajo samo tebe? Ja, Gaja mi tudi meni daje istočnice, ne, ker je rekla cesta, sem se spomnil smučarije, ker smo zdaj v tem obdobju, ker smo šli pač ena klapa, bi rekel, s familijam že v Italijo smučati in je pola, veste, začel snežiti, ne, pred nami so pa kakšen prelaz, samo še ta je prelaz, pol je pa že cilj na kočica tam, ne. In jasno, nekateri smo imeli že BMW-je s pogonom v zadnji, brez sketa, jasno in tako naprej. A bomo šli čez, snežiti je začel, če nas gor zasneži, smo odštali, ne.
In jasno, potem smo imeli med nami je bil en, ki je potegnil, on je imel BMW-ja, pa še jaz zadnji so šla, sva rekla, pejmo čez, ne. In jaz sem potem unga zaposlil, ker je on potegnil, on je rekel, gremo čez, kar bo pa bo, čez dan novo čez pa šlimo še en dan tlele, ne. Tako da v bistvu rabiš nekoga, ki potegne, ki se odloči in potegne za sabo celo skupino in jo spravi čez. To se mi zdi pomemben. Bolj kot primerček, ampak pri zaposlovanju jaz pravim, da obstajajo, ali pa pri sodelavcih obstajajo, bi rekel, zvezde pa mravljice, ne. In ko enkrat firma to, ker je špica 100 ljudi, vi morate prepustiti sodelavcem, da oni kadrirajo v svojo skupino in to je zelo boleče. Se pravi, ko imate 10 ali pa 5 sodelavcev potencialnih nasprot, ne, jaz vedno bi izbral v bistvu zvezde, ne. Kolege pa vidim, kaj tišči, kako bomo pa tega spravili not, saj čist robantast, kako ga bomo not spravili, se ne bo sedel, ne. To je v bistvu nek strah, zaposliti zvezdo, ker jo je težko skladiti z neba postaviti v stroj, da bo v bistvu tako delala, kakor stroj hoče, ne. Ampak se mi zdi, da brez tega pristopa, da vi zvezde zaposlujete, s katerimi imate same probleme, boste naredili povprečno firmo, ki ne bo rasla, ki bo v bistvu vegetirala, vse bo v redu, ampak ne bo rasla in ni v taki firmi žmoht živeti, firma mora rasti na kakršen koli način, ni nujno, da je promet, lahko so novi produkti, lahko, mislim, tako da se mi zdi ta, bi rekel, trend, da v bistvu zvezde zaposlite, ki jih bo jutri seveda odnesel, ne, ker tako, kot sva zrekla z Gajo, recimo videla sva 2 planeta, ne, in okoli teh planetov krožijo neki sateliti in te sateliti, če so zvezde, jih bo odnesel, ne boste jih pripeli na svojo firmo zavedno, ker hoče še kaj probati. Da bojo celo življenje njeni, pač hočejo pa drugo firmo po 10 letih probati. Jaz jih razumem, jaz to razumem, tako da sicer s težavo to bi rekel, kakšni fantje, punce so prišle k nam takoj iz faksa, kar pomeni, da pravzaprav niso imeli nobene druge možnosti probati. In jaz vem, da po 10 letih jih bom zgubil, ker imam take, želim imeti zvezde, ki jih bo tudi odnesel. Ampak v tistem obdobju, ko so z nami, so pa res dajo vse od sebe. Ne vem, je bilo to vprašanje. Pa 10 let je res dolgo dob. Ja, redki 10 let zdržijo, no, ampak spet se bom hvalil. Jaz imam v vodstvu 3 kolege, ki so šli in so nazaj v špico prišli. Mislim, toliko sem ponosen na to, a me razumete, so šli, so probali, so rekli hudiča, ne. Sej se tudi tako vračajo, sej sami veste, tudi v familijah grejo probati, pa ugotovijo, da tam čez plot je deleč slabš, kakor je bilo in pol nazaj pridejo, ampak očitno in trud osnoven vodstva, menedžmenta je, da v bistvu ustvari okolje, da res ljudje grejo in rečejo, ok, proba smo tudi tam in se vrnemo nazaj. To se mi zdi zelo pomembna naloga. No, ampak na tej točki, ko ljudi imajo to željo sprobati, v bistvu, to popravi me, če se motim, ne? To je tisti idealni moment, ki ga ti vidiš kot možnost za to, da firma postane starš neki novi priložnosti, ali ne? Mislim, da sem, ne vem, koga sem čital, inoviranje, po moje uno punco, ki ima neko unika, recimo, ne, mogoče jo poznaš, ne. Ona je v bistvu veliko o inoviranju zdaj pisala zadnje čase v financah in je napisala lepo ene 3 koncepte inoviranja, kjer v bistvu ti lahko, bi rekel, znotraj firme, zunaj firme in zdaj imate te SP-je, se pravi, navadili so se, da mogoče državi ni treba toliko plačati, če si zaposlen, si pa če SP malo bolj, bi rekel, je ta relacija, bi rekel, šibka, ne, ampak če si dober in če je okolje, na katerega si pripet odlično, to super funkcionira, ne. Tako da v bistvu sem zelo velik pristaš tega, da ni nujno, da je človek zaposlen, da je v bistvu ta sodelovanje lahko in kreativnost lahko super narejena tako, da nekateri freelancerji v nekaterih projektih sodelujejo pri eni firmi, pol pri drugi, pol pri tretji. Tega je mogoče v Sloveniji še malo, ampak mislim, da bo tega vse več, ne. Se pravi,
človek je zaposlen, gre, proba še kje drugje, pride nazaj, naredi nekaj kot zunanji, tako da je veliko te kolaboracije se bo čutilo v prihodnje. Hvala, malo smo že prekoračili čas, tako da pod črto. Kaj bi torej oba svetovala ljudem, pa ne govorim samo mladih, vseh, ki razmišljajo, da bi povečali svojo dodano vrednost na trgu delovne sile? Ena, dva, tri. Ja, jaz sem mogel plonk listek pogledati. Je že bila zadnja beseda. Meni se super zdi ta reklo, mislim, da ga je Jobs seknil, stay hungry, stay crazy. Ta crazy je na temo pustnega, bi rekel, pusta, ki smo ga danes Gaja odprla. Stay hungry se mi pa tudi zdi pomemben, ker v življenju se dobre stvari rodijo ravno takrat, ko imate neki izziv in vas problem tišči, boste tisti problem obrnili na zmago. Tako da obe dve zadeve se mi zdita zelo pomembne in ta ideja stay hungry, stay crazy je dobra za konec z moje strani. Jaz bi rekla, da samo odločite, da se postopite že enkrat na tisto cesto. Brez cica. Treba se odločiti, pa iti. Najlepša hvala. Bom pa samo še zadnje vprašanje. Gaja, pripravljaš, ko je v internet vika že tretjič dan odprtih vrat tehnoloških podjetij oziroma startup prav. To bo tudi priložnost 20. marca, da si vsi tudi pridete ogledati od Celtre do, ali pa že znam, ker podjetja se zraven. Lahko Celtre, Outfit 7, D-Lab, Zemanta odpirajo svoja vrata. Kaj pravzaprav želiš narediti s tem projektom? Želimo, pač skupinski podvig, ne? Torej, tretjič v bistvu že kličemo javnost, da ne se opogumi, da ne se odloči in da ne stopi pogledati, kako izgledajo inovativna tehnološka slovenska in potencialom. Začel se je pravzaprav kot neko povezovanje te naše startup skupnosti, potem pa se je zelo hitro odprl na širšo javnost. Kar želimo doseči, je razbiti ene par stereotipov na temo startupov, da se ljudje pridejo pogledati, kako dejansko izgleda delovno okolje, se pogovoriti z zaposlenimi, videti, kakšen je občutek delati v neki taki firmi, ki je skozi neki matra, ki se skozi malo preseda, pa išče svojo pot, ki še ni čisto utirjena in da si marsikdo med obiskovalci mogoče celo zaradi tega odloči poskusiti za neko tako podjetniško potjo. 20. marca, pač čez cel dan, bojo torej neki termini, ko bojo podjetja imela odprta vrata, bojo gostoljubni, so ljudje vabljeni na pogovor, na interakcijo z njihovimi produkti. Ne bo šlo pa samo za ta podjetja, ki si jih ti omenil. Zdaj lani jih je bilo, mislim, da nekih 24 po celi Sloveniji. Letos se bližamo tej številki, računamo, da jo bomo presegli, zato ker smo začeli vabiti ne samo te zgodnje pa malo bolj zrele startupe, ampak tudi kakšno malo bolj vzpostavljeno tehnološko podjetje, tako da to ne špica vljudno vabljena zraven. Obstaja neka zelo močna dodana vrednost v tem, da imaš možnost videti neko delovno okolje in neko ekipo v akciji. In to je tisto, zaradi česar se zelo splača pogledati na startup. Pač pristno izkušnja. Sicer moje zadnje vprašanje je bilo samo to vprašati, če se bomo videli med obiskovalci, ampak... Misliš, obiskovalci Open Day-a? Ja. Ne, mi bomo po moji akterji, čeprav mi Gaja še ni vstopnice dala, jaz mislim, da je to že ona čudna vodi, da smo mi del teh 24, top 24 firm. Kar sem hotel sam za konc, ker je Gaja omenila, da res imamo veliko produktov in da jih držimo, bi rekel, v tisti tehnološki razvojni fazi, namesto da jih spravimo na go-to-market. Ne morem, da ne bi vam, bi rekel, 2-3 besede rekel, da je Špica tudi pomemben akter in da ima svoje, bi rekel, produkte. Ne vem, če veste, ampak mi z našim produktom zdaj
pravzaprav vam omogočimo, da vi z vašim 24 urami, ki jih imate na voljo, tako kot vsi smrtniki, naredite največ. Tako da kako boste investirali svoj čas je zelo pomemben. Špica je time management, se pravi, mi se ne ukvarjamo z borzami, delnicami, kako bomo firmo prodali, ampak to, kako vam omogočimo, da vaš čas čim bolj optimalno uporabite in seveda, če imate kolege pod sabo, tudi njihov čas utilizirate. Tako da v bistvu lahko ob 4 nehajo, grejo prelaufati en maraton, ženo na krvavc z mularijo, bi rekel, v kino. To je zelo pomembno, se pravi life in balance. To nekaj si potegnil tole ven in začel tako super, na glavu sem te že hotela vprašati, če ste že izumili teleport. Teleport, ne, še ne. To je ultimativni time management. Bomo ga skupaj izumila, velja. Skupaj nam bo uspelo prav tak, kaj je že bil. Najlepša hvala, Tone, bil odličen pogovor. Hvala vam, da ste prišli in se vidimo naslednji mesec, spet prvo sredo na naslednjem Startup Cafeju. Najlepša hvala in uspešen dan. Vidimo se 20. na Startup Kronu, ne? Yes.